pravi država in kaj pravijo nevladniki. Prejšnji ponedeljek je Ministrstvo za infrastrukturo poslalo v javno obravnavo osnutek predloga nacionalne strategije, ki predvideva končanje uporabe premoga najkasneje do leta 2033 in prestrukturiranje premogovnih regij. 2033 je bilo prikazano, da je tista letnica, ki je najbolj primerna za izstop. Mi se moramo odločiti, kdaj bomo prenehali uporabljati premog. Pred očmi moramo imeti, kot sem rekel, finančno, ekonomsko sliko in predvsem na drugi strani gospodarsko in čisto človeško, kaj z vsemi temi zaposlenimi v regiji. Kako nadomestiti kakih 2000 delovnih mest, ki bodo izpuhtela iz Šaleške doline, je pomemben del strategije. Družba Deloitte, ki je bila zbrana, da to strategijo pripravi, je naredila vrsto intervjujev, tako da kar nekaj priložnosti za nova delovna mesta so identificirali. Te razpise, ki se bodo lahko prijavili tudi večje družbe, kot je naprimer Gorenje, ki ima potencial. Potem mislim, da je bilo identificirano družba Skaza, ki se ukvarja s plastiko, zelo propulzivno slovensko podjetje, če govorimo samo za Šaleško regijo. Ne smemo pozabiti na Zasavje, ki ima tudi kar nekaj zelo dobrih takih start-upov. Slovenija, ko gre za opuščanje premoga in uvajanje sončne, vetrne in geotermalne energije, močno zaostaja za evropskim povprečjem. Obenem je njen trenutni načrt prestrukturiranja premalo ambiciozen, menijo okoljevarstveniki. Leta 2030 bo poraba premoga še naprej med največjimi v Evropski uniji za Poljsko, Češko in Bolgarijo. Slovenia in the National Energy and Climate Plan has committed to reduce coal by at least 30% by 2030, whereas existing climate targets, so the EU Green Deal, require a reduction of at least 85% and if not 100% to get to a full Paris-compatible pathway. Slovenijo bodo na poti do brezogljične družbe prehitele tudi tiste države, ki trenutno uporabljajo več premoga. By 2030, Slovenia's position is set to get worse because countries that currently use more coal than Slovenia are planning a more rapid phase out of coal. So, for example, Greece has committed to phase out coal by 2028 and currently uses more coal than Slovenia in the electricity mix. V Sloveniji sončnih in vetrnih elektrarn pridobimo komaj 2% električne energije. Študije pa kažejo, da bi samo sončno energijo lahko proizvedli skoraj dvakrat toliko električne energije, kot je proizvedemo zdaj. Torej, če bi samo delček tega potencijala izkoristili, bi zagotovo že naredilo veliko razliko. In nekaj, kar Slovenija tudi nima in ni bilo neke politične volje, da bi naredili, je tudi priprava scenarija, torej nek scenarij za Slovenijo, ki bi se leta 2050 napajala izključno iz obnovljivih virov energije. Toda v delih politike, kot da draga koruptivna izkušnja pri TEŠ6 ni bila dovolj, še kako živi ideja o gradnji dragega drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Tak projekt pa bi nas od brezogljične družbe zgolj oddaljil. Še posebej, ko obstajajo alternative, ki so cenejše, ki so dostopne danes in na katere praktično stavi celoten drug svet. There are countries with much worse solar resources. So, for example, the Netherlands that have much more ambitious plans than Slovenia over the next decade for deploying solar. Ob koncu še vprašanje državnemu sekretarju. Če bi vedeli to, kar veste danes, bi podprli TEŠ6. Odločitev, ki je bila v tistem trenutku, je bila upoštevaje takratne cene električne energije, takratne cene CO2 kuponov. Če bi podoben investicijski program delali danes, se bojim, da se za TEŠ6 ne bi odločili. Torej ni prav nobenega razloga, da bi znova stopili na nepravo pot. Tehnologijo imamo, cilj po razogljičenju pa je hitro in varno dosegljiv.